Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala za vašo današnjo udeležbo. Pozdravljam vas na novinarski konferenci o začetku Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov. Kot veste, je to ena najbolj uglednih in prepoznanih ozaveščevalnih akcij pri nas in ponosni smo, da se tudi Slovenija že vrsto let udeležuje. Z nami sta danes gospod Sebastian Zupanc iz Zbornice komunalnega gospodarstva in gospod Tanja Berde, direktorica direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor. Ministrstvo za okolje in prostor in Zbornica komunalnega gospodarstva sta letošnji koordinatorci Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov v Sloveniji. Zato najprej predam besedo gospodu Zupancu, da nam malo pove o letošnji ediciji pa letošnji temi. Hvala lepa za besedo. Letos poteka že 10. akcija, 10. izvedba tega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki je prisoten v evropskem prostoru. Tudi v Sloveniji ta akcija že nekaj časa poteka. Naša zbornica je od leta 2015 že koordinator te ozaveščevalne akcije o Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov. Ta akcija na evropskem nivoju je že zrasla iz neke majhne začetne iniciative, ko je sodelovalo nekaj držav in zgolj nekaj prijavljenih akcij, do letos rekordnih prijavljenih akcij, prek 14.000 je prijavljenih akcij v 20 državah. Tudi Slovenija tukaj igra neko pomembno vlogo. Mi smo zbrali zdaj 66 prijavljenih ozaveščevalnih akcij iz Slovenije, na kateri sodelujejo od nevladne organizacije, osnovne šole, izobraževalne institucije, komunalna podjetja in druga podjetja, ki se ukvarjajo z varstvom okolja in narave. V zadnjih 2 letih, ko smo koordinirali to našo akcijo, smo koordinirali akcijo predvsem, oziroma če se vrnem nazaj, od leta 2015, prve akcije, ki so bile koordinirane predvsem med podjetji, ki se ukvarjajo s varovanjem okolja, ki se ukvarjajo s odpadki, zbiranjem predelavo odpadkov. Sedaj, za zadnjih 2 leti smo pa v bistvu poskušali to akcijo približati tudi ostalim inštitucijam. Letos smo veseli, da se je ekošola množično vključila v to sfero. Ekologi brez meja, z njim smo vzpostavili kontakte in tudi ti nevladniki so pravzaprav pomembno letos pristopili k tej akciji in pa seveda tudi komunalna podjetja. Veseli nas tudi, da je letos v soorganizacijo pristopilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki nam je veliko pomoč in sodelujemo, pripravljamo gradiva in tako naprej. Ampak kaj več bo pa najbolj tudi gospa Tanja Berde povedala. Gospod Zupanc, hvala. Jaz sedaj besedo predajam vam, gospod Berde, da tudi vi malo spregovorite o letošnji ediciji in tudi vašem sodelovanju v Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov. Najlepša hvala. Hvala seveda tudi za povabilo. Tako kot je že uvodoma povedala, smo pač nekako soorganizatorji tega dogodka. Dejstvo je, da je Ministrstvo za okolje in prostor sprejelo leta 2016 program preprečevanja odpadkov, ki seveda poleg zakonodajnih okvirov in finančnih okvirov predvideva tudi mehke ukrepe, kot so zaščevanje. In tudi današnji dogodek je temu namenjen, se pravi o ozaveščanju, preprečevanju, da do teh odpadkov sploh pride, da sploh nastaja. Znana nam je hierarhija ravnanja z odpadki, kjer že jasno pove, da pač poskušamo preprečiti, da odpadkov sploh pride in potem nadaljnje postopke. Tako da dejansko je cilj, teh dogodkov in teh akcij predvsem to. Seveda smo z veseljem stopili skupaj k tem Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, da skupaj z zbornico pač pripravimo te dogodke. To je bilo tudi, kot sem že povedala, tudi v skladu z našim programom preprečevanja odpadkov, kjer je to tudi eden od glavnih ciljev. Zato nas tudi veseli, da temu pristopila ekošola in predvsem mladina in otroci, kjer so pač temelj, na katerih gradimo, tako tudi na Ministrstvu za okolje in prostor. Se pravi, da ozaveščamo in spodbujamo k odgovornejšemu ravnanju do okolja, obenem pa državljane seveda tudi spodbujamo k aktivni participaciji in dajemo možnost, da naslovijo konkretno lokalno problematiko. Seveda, tako kot sem že povedala, smo veseli, da smo lahko soorganizatorji tega dogodka in verjamemo, da nam bo tudi letos uspelo pritegniti še več sodelujočih in da bo cilj dosežen. Najlepša hvala. Še enkrat obema.
Jaz bi tukaj zdaj tudi vprašala, če ima kdo od novinarjev mogoče oziroma od prisotnih kakšno vprašanje glede letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov. Če lahko bi jaz samo še dopolnil neko zadevo. Letos, ko smo zastavili organizacijo te akcije, smo organizirali najprej neko delavnico, kako pripraviti neko dobro akcijo osveščevalno. To je bilo pred 3 tedni približno. Izdali smo tudi priročnik, razbremenimo okolje strupenih snovi. To je priročnik za gospodinjstvo z nekimi osnovnimi napotki, kako zmanjšati količino nevarnih odpadkov oziroma napotiti gospodinjstva k alternativam, predvsem na področju recimo čistil in tako naprej, kako ne uporabljati nevarne odpadke. Za vse sodelujoče, za prijavljanje smo pripravili neke infografike, potem plakate in tako naprej, ki jih bodo lahko uporabljali pri promoviranju te akcije oziroma pri izvedbi teh njihovih osveščevalnih akcij. Mogoče gre za omenče, da komunalna podjetja, ki skupaj delujejo v okviru pobude Skupaj za boljšo družbo, letos sodelujejo z 2 različnimi akcijami. Ena je zbiranje jedilnega olja iz gospodinjstva. Vemo, da jedilno olje je problematično, ni sicer nevaren odpadek, ker ga zaužijemo, je pa problematičen predvsem za varovanje okolja v smislu varovanja vodnih virov. In pa drugo akcijo, prikaz vsiljivcev. S tem bodo skušala komunalna podjetja na terenu ljudem pokazati, prebivalcem pokazati, kaj so tisti nevarni vsiljivci, ki so sicer nevarni odpadki in se nam pojavljajo pri nekih običajnih predmetih ali pa pri nekih drugih odpadkih, pa za katere ne bi pomislili, da so nevarni odpadki. Torej, nekako izobraziti te uporabnike, občane, da bodo bolj vestno prepoznali nevarne odpadke in pa seveda temu primerno z njim tudi ravnali. Najlepša hvala še za ta dodatna pojasnila. Jaz bi se vam zahvalila. A lahko, če ste že rekli, da še lahko vprašamo? Seveda. Zdaj ste me spodbudili, da pravite za čistila. A to pomeni, da boste šli predvsem v smeri, da bomo namest teh čistil še dalje bolj uporabljali kis, pa sodobikarbono ali podobne zadeve, ki so zelo učinkovite čistila? V našem priročniku so tudi te alternative omenjene točno tako. Danes vemo, da ni potrebno vedno uporabljati nekih agresivnih čistil, ki delujejo na principu nekih kislin, lugov in tako naprej. Marsikaj lahko uporabimo iz naše vsedanje prakse, tako kot ste omenil, soda, kis, limonin, kis in tako naprej, drugi pripravki in s tem se da pravzaprav zelo učinkovito očistiti, pa ne povzročiti neko škodo okolju. Mogoče bi tukaj omenil, ko ste ravno te naravne čistila omenil, predvsem tisti deli naše države, ki še niso opremljeni s kanalizacijskim omrežjem in imajo male biološke čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda. Oni morajo še posebej biti pozorni, da uporabljajo izključno biološko razgradljiva čistila, nekako ne agresivna, pri njih se pa na neki mikro primeru pokaže, kako so ta agresivna čistila škodljiva in biološko čistilna naprava neha obratovati. In tudi v kanalizacijsko omrežje, seveda, če se spuščajo agresivna čistila in tako naprej, to je težava pri čiščenju odpadnih voda, pa nikoli niso tako očiščena, da ne bi vsaj nekaj malo teh nevarnih snovi odplakano še naprej v naše vodotoke. Kaj pa gospodarstvo rekel na to, tisto, ki proizvaja te agresivne čistila, najbolj še? Jaz sem prepričan, da se bo gospodarstvo skozi neka leta moglo temu prilagoditi. V tem trenutku jaz verjamem, ker vendarle, če smo pošteni, zadnjih nekaj let smo začeli več posvečati pozornosti varovanju okolja. Zadnjih, recimo 10 let se zavedamo vseh teh negativnih vplivov na okolje, katerega povzročamo ljudje s svojim delovanjem in tudi gospodarstvo se že marsikje začel prilagajati in trendam, splošnim trendam, še posebej mogoče na embalaži, če poznate to direktivo, ki je prepovedala uporabo nekih stvari. Podobno bo tudi pri nevarnih odpadkih, kljub temu, da vemo, da sodobna družba proizvaja vedno več nevarnih odpadkov, elektronskih naprav, baterij in tako naprej, zato je še tudi bolj pomemben, da te odpadke znamo prepoznati in jih primerno ločiti in z njim potem v nadaljevanju primerno ravnati. Lahko še kakšne številke o tem, koliko odpadkov nevarnih v Sloveniji nastane, katere vrste, kateri so, ne vem, povzročitelji, so gospodinjska industrija,
če lahko mogoče malo poštevilke. Jaz bi pa to bomo v nadaljevanju na okrogli mizi se dotaknili tudi teh tem, pa bomo zagotovo odgovorili na to vprašanje. Ja, Rita, ostaja ta pot, le? Jaz v vsakem primeru ostanem, ampak tukaj so še kolegi, ki bodo sodelovali na okrogli mizi, ki so pa specializirani z tega področja. Že sam, ker tudi eno politično vprašanje, eno so pa čisto strokovno vprašanje. Ja. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Bi potem zaključili zdaj ta prvi del, pa bi hvala še enkrat obema. Jaz bi zdaj kar povabila, da se mi pridružijo gospod Matej Kovačič iz Ministrstva za okolje in prostor, potem gospod Uroš Horvat, direktor podjetja Zabrnata Slovenija, gospod Muharem Kusič, magistr kemijske tehnologije in strokovnjak na področju ravnanja z odpadki in pa gospod Emin Šefič, direktor Deos. Nas v redu slišite ali bi vžgali mikrofon, sem toliko mogoče do tam zadnji? Bi mikrofon imeli? Gospod Kovačič, bi kar začeli z vami. Letošnja tema Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov so ravno nevarni odpadki. Kako je to področje urejeno pri nas in kako je na ravni Evropske unije? No, če morda začnemo z zakonodajo Evropske unije. Dajmo preveriti, morda vseeno bolje, da jaz malo glasneje govorim, ker mislim, da se bo bolje slišati. A se sliši od zadnje dovolj? Jaz se bom pa spotrudil, pa malo glasneje govoril, ker mislim, da bo drugače več težav. Torej, poglejmo zakonodaje Evropske unije. Prva stvar je krovna direktiva 2008/98 Evropskega sveta, tako imenovana Waste Frame direktiva, ki podaja zakonodajni okvir ravnanja z odpadki. V letošnjem letu je bila ta direktiva prenovljena in pač državam članicam sporoča, da je preprečevanje odpadkov pravzaprav tista najbolj pomembna stvar, ki vpliva na uspešno izrabo virov in pa seveda na zmanjšanje okoljskih vplivov. V uvodnih določbah te direktive je državam članicam zdaj po novem naročeno, da naj poskrbijo oziroma naj zagotovijo ukrepe preprečevanja nastajanja odpadkov, naj zagotovijo spremljanje napredka teh ukrepov in seveda naj spodbujajo proizvodnjo in modele proizvodnje in potrošnje, ki bodo taki, da bo pri njih nastalo čim manj nevarnih snovi. V sklopu te direktive je tudi člen, ki določa, da je 1. januarja 2025 rok, da se v gospodinstvih, da se vzpostavi ločeno zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. In lahko se pohvalimo, v Sloveniji smo to že dosegali oziroma to že izvajamo. Potem je seveda naslednja točka tega je Bazelska konvencija. Podpisnice te konvencije so zagotovile, da bodo na svojih ozemljih poskrbele, da bo nastajanje nevarnih odpadkov čim manjše oziroma da bodo poskrbele, da nastajanje, transport, predelava nevarnih odpadkov in njihovo odstranjevanje bo povzročalo kar se da majhne vplive na zdravje ljudi in pa na okoljske zadeve. Skladno s tem se je vsaka država, podpisnica tega sporazuma, zavezala, da bo poskrbela, da bodo okoljski transporti čim manjši, da se bodo odpadki predelovali čim bližje viru nastanka in da bo tudi na samih virih nastanka čim manjše nastajanje odpadkov.
Zdaj pa, če preidemo na slovensko zakonodajo, krovni predpis, ki ureja odpadke v Sloveniji, je uredba o odpadkih. Uredba o odpadkih določa hierarhijo ravnanja z odpadki, prepoveduje odlaganje v naravi, prepoveduje mešanje odpadkov in zahteva od izvirnega povzročitelja, da poskrbi za obdelavo. Če tega seveda ne more, sam mora najti ustreznega zbiralca in predelovalca, da to opravi namesto njega. Potem je tukaj urejanje oziroma zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstva, ureja uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Ta izvajalcem javne službe nalaga dolžnost, da poskrbijo za to, da so nevarni odpadki izbrani iz gospodinjstev, da imajo uporabniki možnost, da nevarne odpadke oddajajo v zbirnih centrih, v premičnih zbiralnicah. Predvsem ena stvar je pomembna. Zbirati morajo komunalne odpadke vseh izvirnih povzročiteljev. Seveda je pa tukaj pomembna zadeva v tem, da nekomunalni nevarni odpadki, ki pa niso del tega, se pa seveda predajajo oziroma oddajajo za to določenim zbiralcem. Tukaj je treba pač ločnico potegniti. O nevarnih odpadkih govori še uredba o embalaži, ki pač opozarja na to, da embalaža, ki vsebuje nevarne snovi, ki ni bila primerno očiščena, je nevarni odpadek, je nevarna komunalna odpadna embalaža. Hkrati pa vsebuje tudi neke rešitve, ki uporabniku povejo, kaj lahko s to embalažo naredi, da ne bo več nevarna embalaža, torej postopke praznjenja, postopke čiščenja, ki jih lahko uporabi za to, da embalaža ni nevaren odpadek. Specialne uredbe obstajajo še z tega področja, to so pa uredbe o azbestu, uredbe o PCB-ju. V zadnjem letu se je količina nevarnih odpadkov povečala. Zakaj po vašem mnenju? Takole, na rast količine odpadkov na splošno vplivajo številni dejavniki. To so lahko socialno stanje prebivalstva, potrošniški in proizvodni vzorci, lahko so lokalne navade. Posplošeno rečeno se lahko reče, da stopnja urbanizacije, razvoj gospodarstva na koncu vplivata na zadevo tako, da se količina odpadkov veča. Torej, glede na to, da pretežno govorimo vedno, v vseh poročilih je rast, gospodarski razvoj, lahko pričakujemo, da količina nastalih odpadkov ne bo padala. Zato moramo prioritetno poskrbeti za to, da so nevarni odpadki resnično ločeni od ostalih tokov odpadkov in pa seveda dodatno prioriteto nameniti ozaveščanju za zmanjševanje, po možnosti tudi ponovno uporabo odpadkov, čeprav dobro pri nevarnih odpadkih. To bi bilo glavno. Pa menite, da smo v Sloveniji dovolj učinkoviti na tem področju? V operativnem programu ravnanja z odpadki in preprečevanja nevarnih odpadkov je ministrstvo pripravilo 6 svežnjev ukrepov za zmanjševanje odpadkov. Nanašajo se na gradbeništvo, na proizvodno dejavnost, na komunalne odpadke iz gospodinjstev, zmanjševanje vrečk in podobne zadeve. Namen je seveda zmanjšati vplive na okolja, ki nastajajo za odpadki. Se je pa treba vedno vprašati, torej, posplošeno rečeno, nevarni odpadek ni samo bel prah ali pa fluorescentna tekočina, iz katere malo seva in se kadi. Izvor nevarnih odpadkov je pravzaprav v stvareh, ki so okoli nas, ki jih dnevno uporabljamo. Ne vem, telefon, sijalke in tako naprej. To niso nevarne zadeve do trenutka, ko jih odvržemo. V trenutku, ko začne nekdo razgrajevati te zadeve ali nikar ne pomislimo, da se to nekontrolirano razgrajuje nekje v naravi, pa začnejo iz tega nastajati snovi, ki pa so okolju škodljive ali zdrave in torej pomeni, da govorimo o nevarnih odpadkih.
Torej, namen je, da se vedno, ko neko stvar oddajamo, vprašamo, jo res ne rabimo več, se da ta stvar popraviti, jo lahko podarimo. Ko smo na ta vprašanja odgovorili, in so vprašanja pač negativno odgovorjena, res moramo zamenjati, se začnemo pogovarjati oziroma razmišljati o tem, kako bomo to neuporabljeno stvar zdaj oddajali. Ali jo bomo odnesli v center ponovne uporabe, ali jo bomo oddali v zbirni center izvajalca javne službe, ali jo oddali v premično zbiralnico izvajalca javne službe. Ali potem poskrbeli, da jo bo dobil nekdo, ki v okviru podaljšane odgovornosti proizvajalca prevzema odpadke. Skratka, zelo pomembno je pri vseh teh zadevah, da odpadkom, stvarjo, za katero smo se odločili, da je ne rabimo več, ravnamo tako, kot predpisi narave. Gospod Horvat, v podjetju Zalbermacher Slovenije se ukvarjate ravno s prevzemanjem in predelavo nevarnih odpadkov. Lahko poveste še z vašega vidika, s kakšnimi izzivi pa se vi soočate zelo konkretno? Ja, najprej lepo pozdravljeni, pa hvala za povabilo. Jaz moram tu uvodoma povedati, da se mi ukvarjam predvsem z nevarnimi komunalnimi odpadki in z nevarnimi odpadki iz industrije. Kajti številke, o katerih bo danes še govora, ki so nekje v višini 130 tisoč ton, dejansko polovico zavzemajo elektronika in ostale zadeve, avte in to, tako da tisti del nevarnih odpadkov, ki nastaja kot proizvodni odpadkov iz industrije, dejansko predstavljajo tam po moji oceni nekje 50 do 60 tisoč in če še zraven damo 6 tisoč ton odpadkov, ki izberemo iz gospodinstev, potem pridemo do neke številke. Izzivi, ki se mi srečujemo tukaj, so na prvem mestu, kam se temi odpadki. Kot ste prej slišali mojega predgovornika, je dejansko zadeve so urejene in Slovenija nima lastnih kapacitet dejansko za obdelavo nevarnih odpadkov, predvsem za končno obdelavo nevarnih odpadkov. Sicer nekaj malega je, Lek ima nekaj ima Pinos, vendar so to zanemarljive količine, tako da 95% moramo pripraviti, obdelati, kondicionirati in iskati potem rešitev v tujino. In tu je največji problem. Trenutno izvažamo v 7-8 držav in dejansko iščemo tudi nove rešitve, kajti to, kar se dogaja pri nas, rast, ki je povezana tudi z proizvodnjo, pomeni tudi večjo proizvodnjo tudi v teh držav, kam mi to vozimo in pomeni tudi, da začnejo uveljavljati načelo samozadostnosti. Načelo samozadostnosti pa jaz večkrat rečem, da to pomeni, da najprej je potrebno rešiti zadeve v državi in šele na to tržijo potem le proste kapacitete. In ravno v tem je velika težava, kajti v Evropi v zadnjih letih niso bile zgrajene neke nove kapacitete. Vsem je poznana največja sežigalnica, naprimer odpadkov na Dunaju, je pa že tako stara, da je potrebno remont in remont, ki bo nekje 20 do 22 leta, bo pomenil zopet velike težave. Zaradi tega smo odvisni od tega outputa in dejansko ravno tudi input in našo obdelavo prilagajamo temu inputu. To, kar se pa sedaj dogaja, torej to pomanjkanje količin, pa pomeni tudi povišanje cen, kajti deluje na trg, če je pač povpraševanje ali pa ponudba, če niste ravnovesje, potem to pomeni naprimer tudi povišanje cen. Naslednja zadeva, ki se pa moram pohvaliti tudi zdaj IRSO, ki se je v zadnjem času močno zboljšala, izziv so pomenili tudi pridobitev izvoznih dovoljenj po notifikacijah, to se pravi po Bazelski konvenciji. Tu moram povedati, da je v prejšnjem času je bila to velika ovira, sedaj, ko je pa zadeva bila preko IRSO pa urejena, pa zadeve tečejo. Večkrat se pošalimo malo tudi na račun, da celotno slovensko gospodarstvo izvozno je bilo vezano na par bi rekel, uslužbencev, ki so delale te dovoljenje.
In vi morate vedeti, da naša industrija ni pripravljena na to, da bi skladiščili pri sebi velike količine odpadkov, ampak je bila vezana na prevzem v tedno, v mesec dni in seveda, če bi zaustavili ta odvoze, kar bi se lahko dogodilo in večkrat se je tudi dogodilo, to bi pomenilo tudi lahko zastoj v proizvodnji. Vemo pa, za katero industrijo gre za farmacijo, gre za avtomobilsko industrijo in podobno, ki producirajo te odpadke. Potem tudi odpadki se menjajo, dovoljenja, ki smo jih pridobili, samo jaz se rad tudi pošalim, pa pravim, 7 let smo pridobivali dovoljenje za nas center, v Kidričevem zgradili smo ga v 7 mesecih, v tem času se močno prihaja do močnih sprememb. In te spremembe je potem tudi potrebno na nek način je potrebno pridobiti nova dovoljenja in pri teh pridobivanju dovoljenj so težave, o teh težavah smo tudi z novim ministrom spregovorili na posebnih sestankah, kajte potrebno je zadeve na novo pridobiti, potrebno je po novi zakonodaji potem ravno tako pridobiti dovoljenje za IED naprave, potem izhodiščna poročila in vse to. In te postopki tečejo precej časa. Potem so majhnost našega tržišča v Sloveniji, je tudi eden od takih vzrokov, kajti rentabilnost postavitve naprav za termično obdelavo samo za domače količine je vprašljivo. Tako da bi bil po drugi strani, če bi se neka naprava tu rentabilno napravila, bi bil potreben tudi možen tudi uvoz iz drugih držav, kjer bi potem lahko obdelovali te odpadke, ker le gre za nekako, po moje oceni, 50 do 60 tisoč ton. Naprimer, velike sežigalnice, o katerih pa govorimo, pa imajo 100 tisoč, 150 tisoč in 200 tisoč ton. In ne nazadnje je še zadnji izziv, to so pa vedno večje zahteve po investicijskih vlaganjih za zagotovitev varnosti in skladnega poslovanja. Na drugi strani pa imamo mala podjetja oziroma zbiralce, posrednikov odpadke, ki sploh nimajo svojih lokacij, nad katerim pa ni kontrole ali pa je ta pomanjkljivost, kar povzroča tudi v Sloveniji tudi delno nelojalno konkurenco. Spravi, to je nekako ta makroraven. Če pa gremo na to mikroraven, kakšne so, na primer, najpogostejše napake, ki jih opažate pri prevzemanju navadnih odpadkov, ki jih počnejo posamezniki oziroma ki nastajajo v gospodinstvih, zelo konkretno? Ja, za gospodinstvo jaz sem prej povedal, pa bi mogoče tudi gospoda dopolnil, takrat, ko se je zgodilo lani požar Kemisa in ne bom več to omenil, so se kar številne gospodinstva obračali na nas in nas prosili za pomoč, ker so rekli, nekaj imajo doma v kleti, če lahko pridem pogledati, da se bojijo, da kaj prišli. To se pravi, zelo dosti je, predvsem pa to v kmetijskem področju, kjer smo mi, je zelo dosti nevarnih odpadkov v embalaži in zaradi tega, ker vsi so kupovali, bi rekel, predvsem produkte, sredstva v velikih embalažah, v velikih enotah in se celotna vsebina ne porabi v celoti, ampak se ostanek završek kot odpadek. To beležimo, ko ljudje prenašajo zbiranje od gospodinstva, je dejansko ločeno in ko prenašajo te odpadke, vidimo, da vsi prenesejo v litri flaši, v večji flaši, ali pa tudi prenesejo tako, da sploh ne vemo dejansko izvora, ker to prelijejo v neke plastiko, v neke druge steklenice in dejansko potem moramo najprej ugotoviti vzrok. In tu je zadeva še hujša, zaradi tega, ker naprimer v obmejnih področjih, pa tudi pri nas, se pojavljajo tudi predvsem zaščitna sredstva, tako imenovana, iz tujine, naprimer iz Madžarske, iz Hrvaške, Srbije in to takšne zadeve, ki so pri nas prepovedane. In seveda je potem to treba na nek način ugotoviti, ko ti nekdo prenese v tej akciji, ti moraš sprejeti vse in potem dejansko to ugotavljaš. Pogosto tudi dolgotrajno hranjenje odpadkov produktov v gospodinstvu samem privede tudi do razpadanja embalaže. Sploh ne moremo prebrati, kaj je notri, vsebina izteče, kar lahko predstavlja nevarnost za ljudi in okolje. Potem v embalaži, naprimer od pijač,
In v zadnjem času se pa tudi zelo dosti pojavljajo te nakupe preko teh novih zadev, to se pravi preko internetnih nakupovalnih poti, kupujejo neznane, nizkocenovne produkte, ki v primeru neustreznosti ali razočaranja kupca hitro postanejo odpadek. Tu pa bi upozoril na to največjo za mene, bi rekel, vedno na nek način poudarjam, da tudi ta nova digitalizacija, vse te zadeve prinašajo tudi veliko gorja in za mene so vsi požari, večina požarov, ki ni samo v Sloveniji nastopila lansko leto, ali tudi v Avstriji, Nemčiji, povzročajo tudi litij-ionske baterije. Litij-ionske baterije je nekaj, kar dejansko bo potrebno v Sloveniji urediti, ločeno zbirati in tudi ločeno obravnavati. Sedaj jo pa najdemo, veste, vse posod v igrači jo najdemo, v kolesu jo najdemo, v avtomobilu in podobne. In te male zadeve se še vedno se najde tudi v mešanih komunalnih odpadkih in vemo, da iskrica preskoči in požar je zelo hitro tukaj. Kaj pa recimo lahko potem posamezniki storijo, da bo drugače gospod Kovačič je na primer že naštel nekaj primerov, če lahko mogoče vi dodate še kakšnega mogoče? Jaz bi tako povedal, tako kot nekako sem prej povedal. Potrebno je dejansko najprej tudi videti, pred nakupom oceniti potrebno količino sredstva, ki ga potrebujemo. Zdaj, ali je to trgovina tudi na to pripravljena ali ne, to lahko hitro ugotovimo. Že se pakirajo, naprimer, te zaščitna sredstva, pa to v pakovi za 10 litrov, za 1 liter in podobno, vendar večina jih kupuje več. Potem kupujemo predvsem manjše embalaže, kjer je verjetnost porabe produktov zvečja. Izbiramo, tako kot je že prej povedano, substitut, zakaj se ne izognemo in alternativne produkte, to smo že prej govorili, čistila, a ravno tako lahko vsak dan tudi po televiziji vidim, tudi včeraj je bila ena oddaja glede kmetovanja, glede vrtov in podobno, še vedno obstaja določena alternativa. Potem pa zelo moramo tudi paziti za embalažo. Embalažo, če pravilno ravnamo, ni potrebno, da ta embalaža konča med nevarnimi odpadki, ampak lahko jo tudi, če jo pravilno potem ločimo, če pravilno speremo in tako lahko tudi konča kot nenevarni odpadek. Potem pa potrebno je tudi še upoštevati navodila kvalificiranih oseb v zbirnih centrih, mobilnih zbiralnicah, po pravilnem zbiranju in ločevanju odpadkov. Mi, ko smo začeli ločevati odpadke nevarne, to je 94. leta smo pripeljali ta kontejner in vedno zbiramo vedno v prisotnosti kemika. Večina, naprimer, komunalnih podjetij pa daje tja ljudi, ki dejansko niso poučeni in potem vse odpadke zbirajo v enem kontejneru, kar povzroči potem nam dodatne preglavice pri tem ločevanju. Moramo pa tudi biti predvsem vzor tudi ostalim na področju ravnanja z odpadki, kajti brez tega osveščanja, brez teh aktivnosti, mislim, da ne bo šlo v pravo smer. Najlepša hvala. Gospod Husič, kot magister kemijske tehnologije, v svojem raziskovalnem in tudi strokovnem delu se veliko pozornost posvečate odpadkom. Med drugim ste sodelovali tudi z Ministrstvom za okolje in prostor pri izdelavi načrta za gospodarjenje z odpadki in na strokovnih srečanjih in predlavate tudi ukrepih in ravnanjih z nevarnimi snovmi in njihovo predelavo. Po vaših izkušnjah in ugotovitvah, kakšni so torej prednostni načini ravnanja z nevarnimi odpadki? Lepo pozdravljeni vsi prisotni. Jaz bi se mogoče predstavil malo še ravno zaradi te teme. Jaz sem zaposlen bil na Kemijskem inštitutu do februarja, to leto sem srečno šel v pokoj, 36 let sem delal. Prvi kataster odpadkov sem jaz delal, pa dr. Gric na inštitutu in od takrat smo vsa letna poročila o odpadkih izdelovali mi za Agencijo za okolje. Tako na začetku, ko smo začeli s tem poročili, celo smo na teren hodili, smo popisovali in tam je pol na terenu seveda ogromno pač tistega, kar sami vidimo in kar lahko svetujemo in kar lahko pač pomagamo tudi v rešitvah. Jaz zadnje poročilo sem naredil leta 2013 za leto 2011 in 2012 agencijo.
In tukaj bi mogoče jaz dodal, ker sem jaz zelo previden pri izjavah, tudi glede količin odpadkov, enih ali pa drugih vseeno, kar mislim, da smo dostikrat precej nenatančni, nimamo pravega vira mogoče in se saj da ogradimo. Jaz bi mogoče tudi zdaj omenil, kot je kolega Kemis. Veliko škode je marsikdo naredijo s nestrokovnimi izjavami na televiziji posod, tudi takrat, ko se je zgodila ta nesreča v Kemisu. Ne opravičujem nič, ne vem tako natančno, ampak te nesreče se dogajajo posod po svetu, precej večjih količinah. Jaz kot kolega je govoril bolj stališča kovači zakonodaje, kolega je govoril pravzaprav normalno kot zbiralec nevarnih odpadkov. Jaz bom pa govoril, kako bom njemu onemogočil, da čim več zbere, ampak čim manj zbere odpadkov. Torej, in nič ni narobe, da mi zdaj govorimo nekoliko drugače, da imamo nekako drugačne podatke. Takoj, če začnem nasplošno, koliko ste me to vprašali, v Sloveniji, pa verjetno tudi druge, značilno to, dokler nas nekdo ne presili, ne bomo naredili veliko. Glede na zmanjševanju nevarnih odpadkov. In sicer, pogledajte, leta 1985 so prepovedali PCB-ji, ogromne količine v transformatorjih so se uporabljali. Kako smo našli takrat zamenjavo, zato ker je bilo prepovedano, ne boš delal tega, v glavnem to surovino ne moreš uporabljati. Mi pravzaprav tudi premalo plačujemo za osneževanje okolja. Tukaj bi se moralo veliko narediti, da onesnaževalec plačuje, kot so primer emisijski kuponi, a ne. Tisti je precej, onesnaževalec plačuje, veliko naredi. V vseh naših strategijah slovenskih se govori o čistejših tehnologijah. In če uvajanju čistih tehnologij oziroma čistejših tehnologij. In vse to zdaj, kar mi govorimo, jaz bi rekel potem, da nobena čista tehnologija ni uvedena, upeljana, če se odpadki nevarni povečujejo. Ravno čistejše tehnologije naj bi se ravno išlo k zmanjševanju nevarnosti, nevarnih odpadkov, nevarnih surovin. Zaradi tega pravim, vedno je, veste, zelo vprašljivo, kako pogledamo in kere podatke pogledamo in tako. Tako da je pravzaprav tudi, jaz tudi sem habilitiran za predmet za ravnanje z odpadki na Visoki šoli za varstvo okolja in normalno veliko moram tudi teorije pregledati in tega, tako da pravzaprav tista strategija 7. okoljskega programa cilj je, da se hierarhija odpadkov, to je tudi strategija Evropske unije, a ne. In tistih 5 točk, ko je narejeno, predlagano v resnici v tem, naj bi se odpadki zmanjševali. Vedno pri zmanjševanju nevarnih odpadkov, ker zdaj govorimo o nevarnih, vsaka zadeva se mora na viru zmanjšati, torej poskušati zmanjšati na viru. Kako? Zamenjati nevarno snov z manj nevarno. Oziroma popolnoma brezodpadkovno proizvodnjo glede nevarnosti. Tudi marsikaj je zamenjeno, PCB-ji so 100% zamenjeni, torej smo dobili potem eno drugo surovino, kar ni niti zlepa nevarna kot so to. Potem, torej, druga točka, kar je sploh te dve, kar so pomembne pri nevarnih odpadkih, je ponovna uporaba teh odpadkov. Torej, enostavno, če ne uspemo zamenjati nevarno z manj nevarno, potem moramo poskušati, da čim več uporabimo v proizvodnji. To je pri nevarnih odpadkih so. Potem je pa točka recikliranje, pa potem toplotna obdelava, izkoriščanje poltoplote za ogrevanje vode, karkoli, ogrevanje polnaselj, pa tudi kot zadnja je odlaganje odpadkov, to je najslabša varianta in zadnja varianta, kar se pač v tem 7. okoljskem načrtu predlaga. In tudi sami vemo, da je. Torej, mi pri nevarnih odpadkih se lahko naredi nekaj na recikliranju, ampak prav veliko ne. Torej, tiste prve 2 točke bi se morali. In če bi jaz
če imam svoje podjetje, jaz pravzaprav delam, služim, ne vlagam, nič onesnažujem okolje, nič ne vlagam. To je glavni problem. In to je tisto, kar pravzaprav se skozi omenja, da se mora upeljati tisti indeks GPI dejanskega stanja, torej koliko nesnažiš, toliko boš plačeval. Vam povem, gledal sem določene grafe, kako to gre v Ameriki. Bruto družbeni proizvod gre strmo tako. Če bi pa uporabljali ti resnični GPI indeks, bi pa potem bil pa tak. In to bi tudi pri vseh bil. Tako da ene države se hvalijo, kaj pa Kitajska, kaj Indija pa tisto, oni se lahko hvalijo z bruto družbenim proizvodom, ne vem koliko, ampak kaj je potem tukaj s okoljem, vemo sami, da je totalno praktično degradirano. Tako da jaz mislim, da je nujno to, da se čim več poudarka, ker mi imamo v strategijah, da se potem, jaz ne vem, tudi tehnologije, ne bojo se, ne vem, tehnologije upeljevale s, ne vem, zelo nevarnimi odpadki in to, ker je možnost, ampak dokler me nekdo ne prisili, res je tako. Glede količin odpadkov nevarnih, sem veliko na terenu bil, veliko sem pač sprem tudi te. Veste, količine zelo varirajo. Jaz imam tukaj en graf, sem si noč nekaj narisal, vam bom bolj pokazal, zelo varirajo. In pri vsaki od teh letnih količin bi nekje moralo stati. Zakaj je pa ta količina padla, zakaj je pa zrasla? Ker jaz se spomnim, pri poročilu iz leta 2011 in 2012 vseh odpadkov v Sloveniji za 33% leta 2012 nastalo manj kot v letu 2011. Jaz tega ne morem sprejeti in sem bolj šel raziskovati, kaj je to, mislim, moram en odgovor dati. In smo potem ugotovili res, da so takrat preimenovane žlindre iz železarn, pa tudi livarski peski in to so išle na 1000 ton. In ravno največji del je praktično to vzrok. Sem takrat do direktorata za okolje osebno nesel poročilo in je tudi opozoril, pač sem tudi napisal to, opozoril, da res pač operiramo s podatki, res, da vemo, zakaj je nekaj. To se dostikrat dogaja. Ali so imeli zaloge, pa jih niso prijavili. Pa tudi, veste, če se pojavi količina, bo treba zelo natančno pregledati. Ali so ista podjetja, katera so prejšnje leto prijavila, tudi zdaj prijavila, ali so prejšnje leto majhne količine, zdaj velike, veliko je tukaj, resnično zelo težko trdimo, karkoli je od tega. Seveda, da je en okvir. Tako da jaz prečo bi rekel, mogoče res, da je to, ker kot je kolega rekel, ampak na začetku ni bilo elektronske edice, se ni popisovalo, veste, pa je bilo tudi 80-90, recimo 1000 ton odpadkov, potem pa pade eno leto, ampak smo ugotavljali, eni ne prijavijo. Dogajalo se je tudi, da 5 kubikov odpadne vode, malo kisle so prijavili kot nevaren odpadek, katera je že zdavno bila nekje normalno spuščena po dovoljenjih, ne mislim, da niso imeli dovoljenja. Recimo so dosegli tiste za izpuste, ampak to ni odpadek, to je že išlo. Tako da veliko zadev je potrebno mogoče res malo bolj natančno pogledati, preko točno rečemo, ker mi zdaj se samo pogovarjamo, kako bomo uničevali, kako bomo ravnali. Mi se moramo pogovarjati prvo na tem delu, kako bomo zmanjšali odpadke nevarne, da sploh nastajajo. In potem ozaveščanje, seveda, ljudi je to. To, ko pravi, nekdo je rekel za tele, za čistila. Seveda, mislim, 12% otrok se zastrupi s čistili, s kemikalijami 2,5%. Torej, čistil, ja, seveda, v kopalnicah, jaz vedno rečem tudi študentom, ženske so zelo tako, vidijo reklamo, pa vzajemo, imamo skladišča čistil pri nam v majhni kopalnici, a ne, in potem še po možnosti kotleh in kaj, če otrok pride in tako. Zaradi tega pravim, dostikrat smo sami zelo neprimerno ravnamo in da dostikrat bi celo otrok prej rekel, če je prej ga kdo upozoril v vrtcu nekje, ne, mi smo bolj pač neprevidni, ker moramo se zavedati.
da vse to gre v vodu, vse to gre potem in tudi tukaj pri čistilih bo treba nekaj narediti, da se zmanjšajo nevarnosti. Mislim, resnično so dostikrat preagresivna čistila. Zato v bistvu bilo že naslednje vprašanje, kako lahko dejansko preprečimo nastajanje navadnih odpadkov, torej z neko bolj premišljenim nakupovanjem, če govorimo zdaj v bistvu o končnih uporabnikih oziroma o gospodinstvih, pa malo bolj racionalno uporabo. Veste, kako je, v gospodinstvih po mojem mnenju je možno tudi pravzaprav, ampak jaz mislim, da največ morajo gospodarstvo, tisti, ko ste vi bolj, nekdo je rekel, kaj pa gospodarstvo, seveda se to je to, da gospodarstvo ne dela na čistejših proizvodnjah, ne zmanjšuje količin nevarnih odpadkov in potem bi se pa jezilo, če pa rečemo zdaj karkoli ne. Oni so tisti, ko morajo delati na manj nevarnimi in upeljevati. Dostikrat so surovine cenejše, tiste nevarne, pa ne bom zdaj upeljeval, ker mu bo ceno dvignulo, zato dokler ne plačuje za okolje. Ko bo plačeval za okolje, pa bo zelo, zelo skrbno gledal, kaj bo uporabil. Hvala. Gospod Šehič, med nevarne odpadke spada tudi odpadna električna in elektronska oprema, ki dejansko je eden od najhitreje rastočih odpadkov na svetu. Vsak ima že toliko teh naprav, samo mobilnih naprav, da so te količine res ogromne. Kakšni so pa recimo največji izzivi na področju ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo pri nas in kakšni recimo primeri učinkovitega ravnanja s temi odpadki, ki je sicer tudi čisto področje zase? Ja, hvala za besedo. Zdaj, vsak sogovornik je električno in elektronsko opremo omenil kot eden od virov nevarnih snovin. Mi po 12 letih v Sloveniji nekako ugotavljamo, da dejansko proizvajalci gospodarstvo je šlo stran ali pa vsaj delno stran od uporabe nevarnih substanc v izdelovanju, v izdelavi teh aparatov. Zato je verjetno tudi posledica zakonodaje, direktiv ROHS, recimo, ki prepoveduje uporabo ali pa omejuje uporabo teh substanc, ampak še vedno seveda pa v fazi zbiranja in ravnanja z odpadki pa dejansko obdelujemo odpadke, ki so bili dani na trg izdelki pred 10-20 leti in tam noter pa nedvomno najdemo oziroma se odstranijo te nevarne substance. In tu govoriti zdaj z vidika, da bi morali omejiti prodajo, je zelo težko govoriti. Vsi kazalniki prodaje električne pa elektronske opreme kažejo strmo rast. In še vedno je recimo aktualna ta tabela od Univerze Združenih narodov, ki kaže na rast količine teh izdelkov v gospodinstvih. In Slovenija je v Evropi nekje v spodnji tretjini in po prebivalcu imamo doma nekje med 160-170 kg te opreme. Na drugi strani, če pogledamo Skandinavijo, ima od 300 do 350 kg te opreme doma po prebivalcu. To pomeni eno normalno gospodinstvo s 3 člani čez 1 tono. In zdaj bom rekel, seveda, Skandinavci so ozaveščeni. Težko je najti divja odlagališča, težko je najti nekaj, kar ni reciklirano in še vedno dejansko ta prodaja strašno raste. Če gledate na spletne strani kitajskih providerjev, recimo raznih izdelkov, vidite ogromno drobnarije, ki vsebuje električne komponente, ki vsebuje baterije. Ne samo športne copate, ne samo dežnik, ne vem, Hofer je zadnjič imel v akciji dežnik z lučjo notra. To pomeni, da dejansko išče gospodarstvo možnosti na vsak način, kako najti novo funkcionalnost nekega izdelka, kako lažje prodati na trg. In tu verjetno je zelo, zelo težko zaustaviti ves ta razvoj, oziroma je vprašanje smiselnosti ga zaustaviti celo. Po drugi strani seveda se dela ta okoljska škoda in predvsem bom rekel, da ne gre samo za nevarne substance, ki so v teh izdelkih, ampak predvsem za sekundarne surovine. In tu je en strašen pritisk za strani Evrope, da je potrebno te količine zbrati, ustrezno obdelati in pa seveda upoštevati tudi to hierarhijo ravnanja z odpadki. No in posledično, seveda je tudi zakonodaja ravnana, to je en glavnih od naših izzivov, kako zbrati, zagotoviti te cilje zbiranja tudi Slovenije. V Sloveniji smo nekako v zadnjih 12 letih prišli na to spodnjo mejo zbiranja 41% od količine dane na trg v preteklih 3 letih. Naslednja
ciljna stopnja je 65% in večina držav se giblje okoli 41% in malenkost čez. Te pa se neko Skandinavija, Švica, Irska, recimo lahko rečemo, da so že na tej zgornji ravni 65%. Tu je tudi Evropa spoznala in direktivo noter jasno zapisala, da ni potrebno cilj samo računati od količine dane na trg, ampak od generiranega odpada. Kaj je sploh generirano? Tu je dala cilj 85% od generiranega. Torej 15% nekako ocenjuje, da bi lahko šlo čez druge tokove ven, 85% odpadka je pa potrebno zajeti. No in plus tega glavnega izziva je pa seveda v Sloveniji nedvomno vzpostavitev ustrezne infrastrukture obdelave,